Dober večer. Poskus podobe mesta evropske urbane tradicije v tokratni oddaji. Pogovarjali se bomo z generalno direktorico Zavoda Maribor 2012 Suzano Žilič-Fišer. Kako krojiti podobo evropskega mesta? Prvo četrtletje prestolovanja kulturi je mimo, seznam umetniških in družbenih prijemov, ki ga določajo, Maribor predstavlja tujini. Berlin, Pariz, London in Tel Aviv je nekaj postaj, med njimi tudi Zagreb. Zavrtimo skupaj je geslo Maribora in mesto lovi njegov pomen v več smereh. V Hrvaškem narodnem gledališču, ki je s štajersko prestolnico že sodelovalo, so njegovi predstavniki pojasnjevali načine vdora kulture v socialno polje in izpostavili pomembnost povezovanja. Nije nam bilo lako kad smo pripremali ovaj projekt, kad smo radili na sami prijavi, ali uspjeli. Ako smo mali grad, drugi najveći grad u Sloveniji, od 110.000 ljudi, može se u Evropskoj uniji i da se postigne, da dobiješ i titulo Evropska prestolnica kulture. Sem sam zelo vesel, da so ljudje sprejeli ta program za svoj, da ga množično obiskujejo, kar očitno govori o tem, da ljudje razumejo ta koncept prestolnice kulture kot nek dejanski nagovor. Nihče ni mogel naprej vedeti, kako bodo stvari potem v praksi funkcionirale. Mi vendarle spreminjamo na nek način paradigmo kulture v slovenskem prostoru, širimo njeno polje izven zgolj umetnosti, kot seveda tistega žarišča kulture, v druga družbena polja in skušamo uveljaviti kreativnost kot tisti osrednji princip, ki je za današnji trenutek seveda izrazito pomemben. Prizorišča različnih kultur od leta 1982 spremenljivo srečo v odmerjenih časovnih enotah opozarjajo nase. In Maribor kot malo prizorišče svetovnega podija letos išče kombinacijo besed, formulo, ki naj preteklost podvrže preinterpretaciji glede nanjo. Lepo pozdravljeni, Suzana Žilič-Fišer. Pozdravljeni. Brati koncept Evropske prestolnice kulture pomeni napisati ga znova, sleherno leto zapored. Kako ga piše Maribor? Ja, res je, vsaka Evropska prestolnica kulture, vsaka mesta, vsaka država počne ta projekt na svoj način. Ni modela, kako bi uspešno izvedli takšen projekt, in torej to ni formule, kateri bi sledili. Maribor in Slovenija seveda jo počne na svoj način, glede na potencial, ki ga imamo na področju kulture, na torej umetniški potencial, finančni potencial, glede na neko zavest o potrebni kulturni prenovi v okolju. In skratka, vse to so tiste neke spremenljivke, ki določajo, kako mi živimo ta projekt. Zdaj ga že zelo globoko živimo. Projekt se je začel v izjemno nezavidljivih okoliščinah. Za vami je prvo četrtletje. Kakšen je pogled nazaj? Res je, če samo pogledamo skozi oči obiskovalcev ali pa skozi oči statistike, ki govorijo o obiskovalcih, smo lahko zadovoljni. Na vse zadnje gre v povprečju 200 obiskovalcev na novo odprto razstavo, torej v prostorih, ki ni bila prej namenjena razstavam. Vizija tega projekta je povezati različne kulturne institucije, izobraževalne institucije, različna mesta, na vse zadnje tudi države, saj je veliko produkcij mednarodnih. In to so povezave in mreže, ki, verjamem, ostanejo po letu 2012 in prinašajo nove priložnosti. Katere dogodke v naslednjem trimesečju bi posebej izpostavili? Vsekakor se mi zdi seveda balet in Sankt Petersburga prihodnji teden, kabaret in burlesk, literarni večeri, ki jih bo kar nekaj, seveda projekt Droge sem ohranila pri življenju, projekti z mladimi. Še posebej pa se mi zdi pomembno, da bodo različne institucije, recimo šole, osnovne, srednje, pa tudi univerza, mogoče prav v teh mesecih izrazito vključeni v projekt in da se bomo seveda vsi čutili kot del tega velikega projekta.
Finančna shema in struktura je včasih videti kot poškodovani vogelni kamen, ki ogroža koherenco Evropske prestolnice kulture. Kakšna je njena podoba? Torej, nadejamo se, da bodo finančna sredstva zagotovljena v takšni meri, kot je bilo to obljubljeno, kot je bilo to načrtovano v skladu s finančnim načrtom, tako strani vseh financerjev, torej občine, Maribor, občin, partnerskih občin in seveda ministrstva. In če bo tudi ta mestni proračun zagotovljen v takšni meri, kot je bilo to predvideno, seveda potem mislim, da lahko krmarimo v stabilnem okolju. To pa je na vse zadnje izjemno pomembno, da lahko živimo projekt. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Evropska prestolnica kulture je naslov, ki je izročen neskončnim permutacijam. Koledar prireditvam določa časovne koordinate in meri intervale med njimi. Filozof Cvetan Todorov je med velikimi imeni, ki bodo Maribor obiskala prihodnji teden. Poglejmo med platnice knjig projekta 12, ki goste spremljajo. O življenju pod komunizmom pravi Todorov naslednje. Samo analiza totalitarne ideologije ni dovolj, da bi opisali stvarnost države, v kateri je ta ideologija uspevala. Medtem ko je v boju za oblast igrala poglavitno vlogo, je znotraj komunistične države dobivala čedalje bolj okrasno in obredno funkcijo in je odtlej bila bolj sredstvo, kakor cilj. Tako v totalitarni izkušnji pravkar prevedeni knjigi, ki spremlja postanek Todorova v prestolnici kulture. Tudi knjižni svetovi se v teh mesecih stekajo v mesto ob Dravi. Gre res za zbirko prestižnih svetovnih imen in zato smo potem pri vsakem avtorju vzeli še neprevedeno delo njegovo, ki je eno izmed njegovih najpomembnejših del, vodilnih del. Bo 12 knjig, vsakega avtorja skratka ena, ampak na koncu se nam je zdelo nekako smiselno zaokrožiti to celo vsebino, zapakirati v eno knjigo 13, ki bo išla 31.12.2012 točno o polnoči v spet 12.000 izvodih, ki bodo brezplačno podeljene vsem obiskovalcem, torej Mariborčanom in tudi vsem ostalim Slovencem, ki jih bo zanimalo. Bo pa tista knjiga nekaj posebnega zaradi tega, ker bo čisto vsak avtor, vsak gost tega projekta prav za ta namen napisal esej s svojimi pogledi na prihodnost. Projekt 12 spremlja zbirka 13 naslovov. Kar 96% jezikov sveta govori zelo majhno število govorcev, komaj 4%. Slovenščina se je kot posebni jezik formirala od 8. stoletja. Je južnoslovanski jezik in ima med slovanskimi jeziki skoraj največ narečij. V Slovengradcu s projektom javnih branj literature slovenščino približujejo tudi priseljencem. Lahko branje je projekt namenjen vsem, ki težko berejo in razumejo zahtevnejša besedila. Za starejše, osebe z učnimi težavami, motnjo v duševnem razvoju, neizkušene bralce in tudi priseljence. Slovenščina je za njih drugi jezik, ki se ga mogoče šele učijo in tudi preko teh knjig jim bomo poskušali približati slovensko literaturo. Priredili so Tavčarjevo Visoško kroniko in Shakespearov Romeo in Julija, pri čemer so pomagali varovanci Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem. Vsi smo sodelovali, da smo do te knjige prišli. Poleg tega sem ful vesela, da sem svojo knjigo dobila, da sem zraven pisateljica zraven te knjige. Romeo pa Julija. Pa njun je starši. Sta se prepirali. In ti si zdaj prvič prebral to zgodbo? Ja, prvič, ja. Z uporabo večjih črk in razmakov, številnimi ilustracijami, enostavnimi besedami in stavki bosta zgodbi o ljubezni in sovraštvu zdaj dostopni širši populaciji. Nove poti in smeri fotografije rišejo razstave večletnega projekta Nova F. Fotogalerija Stolp je prizorišče novega poglavja. Prvi korak trodelnega zastavka tendenc v slovenski fotografiji predstavljajo Andraž Beguš, Bojan Radovič in Aleksandra Vajt. In sleherna postavitev nosi svojo zgodbo partikularnega momenta. 9 avtorjev se bo zvrstilo v treh posameznih predstavitvah.
ki bodo v trojicah in je prva namenjena bolj teoretskemu pristopu k fotografiji, raziskovanju v fotografski teoriji, v raziskovanju samega medija. Na nemogočo redukcijo fotografije zgolj na njeno formalno plat je opozoril Jeffrey Bačen v knjigi Goreč od želje, kjer postavlja vprašanje, kaj je fotografija, ki se vse prehitro spremeni v vprašanje, kje in kdaj se je fotografija začela. Sicer naj bi bil Francoz Maguire tisti, ki mu je uspelo odkriti postopek, s katerim je mogoče fiksirati predmete, ki se odslikavajo v kameri obskuri. Podobe, ustvarjene s kamero obskuro in kemijo, ki je potrebna za njihovo reproduciranje, najdemo že v 20. letih 18. stoletja. Veliko preden je bila leta 1839 fotografija uradno izumljena. Klub Sačmo, klub džeza, ki v središču Maribora deluje od leta 1993, se dejavno vključuje v projekt kulturnega prestolovanja. Oder ponuja tudi mlajšim zasedbam, kot je skupina Art Beaters, ki jo sestavljajo džezovsko izobraženi glasbeniki, ki izvajajo avtorsko glasbo. Majhnost prostora je majhnost publike, ciljne publike, ki bi poslušala, ki bi hodila na koncerte, ki bi plačevala raje kot za kino vstopnico nek koncert žive glasbe. To seveda primanjkuje in to je treba omeniti. In v bistvu mi smo veseli, da so taki dogodki oziroma da je Maribor Evropska prestolnica kulture, ki lahko pač goji te dogodke in jih spodbuja. In smo veseli seveda tudi danes, da smo tukaj na Sačmo to igramo. Vidne vloge mlajših izvajalcev, ki jih določa glasbena struktura, so nestalne. Akordeonist Luka Juhart je zagotovo eden izmed mednarodno najuspešnejših slovenskih glasbenikov mlajše generacije. Glasbenik z dovršeno interpretacijo. Sinoči se je znova predstavil v Mariboru, kjer se je izobraževal na umetniški gimnaziji, zdaj konzervatoriju za glasbo. Mladi akordeonist Luka Juhart je študij harmonike in podiplomsko specializacijo končal v Nemčiji. Svojo umetniško pot je posvetil raziskovanju sodobne glasbene ustvarjalnosti, odstira nove razsežnosti igranja na harmoniko in ruši marsikatere stereotipe o instrumentu. Glasbenik diha svojo črno lepotico z belimi gumbi. Sigurno je na moje življenje vplivalo več oseb, zelo močno. Že čisto na začetku moj učitelj za akordeon v Mariboru, Andrej Lorber, pa potem moj prvi profesor, pri katerem sem študiral hugonot, potem pa predvsem glasbeniki, s katerimi sem sodeloval v zadnjem času, od Vinka Globokarja, Uroša Rojka, Edvarda Demca, Klausa Štefana Mankopa. Pomemben vidik sodobne avantgardne komponirane glasbe je namreč tesna vez med interpreti in skladatelji. Slednji se oprejo na značilnosti posameznih glasbenikov, na njihovo govorico in posebnosti njihovih instrumentov. Jaz sem pač že zelo zgodaj v času študija iskal skladbe, ki niso bile nek klasičen repertoar tudi študentov v tujini, se pravi skladbe, ki se malo igrajo. In sem naletel na skladbo Vinka Globokarja, Dialog v zraku. Ta skladba je v naši sceni veljala kot neizvedljiva. Glasbeni kritik Gregor Pompej je zapisal, da se je Juhart z izvedbo Globokarjevega Dialoga v zraku približal glasbeni popolnosti. Skladbo s teatralnim delom je mladi akordeonist konec leta 2010 izdal tudi na zgoščenki. Harmonika je koncertni instrument postala šele v 20. stoletju, ko so začeli delovati glasbeni konservatoriji, na katerih je bilo možno študirati visok nivo igranja. V Sloveniji so na Akademiji za glasbo v Ljubljani s študijem akordeona začeli šele pred 3 leti. Juhart igra na kromatično oziroma gumbno harmoniko. Obstajalo je obdobje,
ko je bilo neko mnenje, da je gumna harmonika veliko boljša. Obstaja še cel kup teh fanatikov, ki pravijo, da brez gumbov ne moreš nič zaigrati. Jaz pa pravim, da če si dober glasbenik, pa če imaš dobre ideje, pa če želiš nekaj povedati, lahko poveš tudi z klavirskim inštrumentom. Akordeonist Luka Juhart je tokrat v Mariboru prvič izvedel tudi novo delo v Nemčiji delujočega mariborskega skladatelja Vita Žuraja z naslovom Silhueta. Sicer v Slovenskih Konjicah živeči glasbenik je večkratni nagrajenec mednarodnih in državnih tekmovanj. Redno snema za različne radijske postaje. Koncertira solistično in v komornih zasedbah po Evropi. Hvala za pozornost. V prihodnjem tednu bodo mesto ob Dravi obiskali tudi literat Hans Magnus Enzensberger in baletni solisti Mariinskega gledališča. O tem v prihodnji oddaji. Vabljeni k ogledu. Nasvidenje.